Dobar dan vsem. Napravimo zdaj študij funkcije x krat 1x. Ta funkcija je definirana na celi množici realnih števil, ker nima nobenih omejitev. Torej, zračunajmo f od nič. Imamo nič krat 1 nič. 1 nič je 1. Nič krat 1 je nič. Torej, v nič funkcija velja nič in se lahko vprašamo, če velja nič tudi v kakšni drugi točki, ampak vidimo, da ni tako, ker 1x je zmeri pozitiven, in x se izniči samo, ko x je enako nič. Torej, edina točka, ker funkcija velja nič. In zdaj za predznak funkcije opazimo, da 1x je zmeri pozitiven in torej predznak funkcije sovpada s predznakom od x-a. Torej, je funkcija pozitivna, ko x je večji od nič in negativna, ko x je manjši od nič. Imamo predznak funkcije. Poglejmo, torej, nimamo asimptote. Nimamo navpičnih asimptot, ker nimamo nobenega imenovalca, nobenega ulomka tukaj. Glejmo vodoravne asimptote. Bomo mogli razlikovati slučaj, ko x gre v plus neskončnost in ko gre v minus neskončnost. Torej, izračunamo limita, ko gre x v plus neskončnost od x krat 1x. Torej, x gre v neskončnost, 1x gre tudi plus neskončnost, plus neskončnost, plus neskončnost, imamo plus neskončnost. Prav, torej ne obstaja vodoravna desna asimptota, desna, ker x gre v plus neskončnost. Bomo videli potem, če obstaja desna poševna asimptota. Sedaj poglejmo pa limito, ko gre x v minus neskončnost od x krat 1x. To je nedoločena oblika vrste neskončnost krat nič. Zakaj? Ko x gre v minus neskončnost, da x gre v bistvu v neskončnost in 1x, ko x gre v minus neskončnost, gre proti ničli, torej neskončnost krat nič. In torej, kako bomo to zračunali? En način je ta, torej, da tukaj bo x sem prepisal in ta 1x napišemo v obliki 1 vlomljeno 1x. Zakaj to? Ker 1 vlomljeno 1x je 1 minus x. Ki sem ga dal sem, ta x sem dal gor v števec. In zdaj, ko je napisano v tej obliki, imamo en ulomek, v resnici je še zmeraj nedoločena oblika, ker števec gre v neskončnost. Tukaj 1 minus x, ko x gre v minus neskončnost, tukaj imamo 1 plus neskončnost, ki je neskončna. To imamo neskončnost, ulemljena neskončnost, to ja. Vendar, eksponentna funkcija gre v neskončnost dosti hitreje kot ena polinomska funkcija. In torej, ko x gre v neskončnost, tukaj imenovalec gre v neskončnost dosti hitreje kot števec. In torej, cel ulomek gre proti ničli. Ali pa lahko razmislimo na drugi način, s Hopitalovim pravilom. Če hočemo zračunati to limito, ki sem tukaj prepisal, torej, rabimo Hopitalovo pravilo, zmeraj limita, ko gre v minus neskončnost, naredimo odvod števca na odvod imenovalca, odvod od x je 1, odvod od 1 minus x je 1 minus x krat odvod od minus x, ki je minus 1, torej minus 1 minus x. Ko x gre v neskončnost, zdaj ni važno niti, če je plus minus neskončnost, imenovalec gre v neskončnost in torej toga proti ničli. Prav. Torej, s tem smo videli, da ko x gre v minus neskončnost, funkcija gre proti nič. Torej, y enako nič je leva vodoravna asimptota. Nam je ostalo še, da pogledamo, če, ko gremo v plus neskončnost, torej na desni, imamo poševno asimptoto, torej moramo zračunati limito, ko gre x v plus neskončnost, od f od x ulemljeno x. Tukaj namesto f od x damo x na x, vidimo, da se krajša x, in nam ostane limita, ko gre x v plus neskončnost, od 1x, ki je plus neskončnost. Torej, ko gremo proti plus neskončnosti, ne obstaja niti poševna asimptota. Zračunajmo odvod. To je en produkt, torej naredimo odvod od x, ki je 1 krat 1x, plus x krat odvod od 1x, ki je zmeri 1x. Izpostavimo 1x in nam ostane 1 plus x in napišemo v tej obliki x plus 1 krat 1x. Torej, 1x je zmeri pozitiven, torej ta prvi odvod bo veljal nič, samo ko x plus 1 je enak nič, torej ko x je minus 1. In ker 1x je zmeri pozitiven, predznak prvega odvoda bo sovpadel s predznakom od x plus 1, ki je naraščajoča premica. Ker koeficient od x je ena naraščajoča premica. To imamo preminus, potem plus. Tukaj prvi odvod velja nič samo v minus 1.
In torej funkcija pada, funkcija narašča, ker je tako, tukaj imamo lokalni minimum, ki ima koordinato x, ki je -1, moramo zračunati tudi koordinato y, torej izračunamo funkcijo v -1, namesto x imamo -1, -1, 1, -1, torej -1 ulomljeno je, torej ta lokalni minimum ima koordinate -1, -1 ulomljeno je, tukaj sem zračunal približek od -1 ulomljeno je, ki je -0,4. Prav, zdaj drugi odvod. Zmeraj kot odvod produkta. Odvod od x plus 1 je 1 krat 1x plus x plus 1 krat odvod od 1x, ki je 1x. Izpostavimo 1x. Imamo 1 plus x plus 1. In to napišemo kot x plus 2 krat 1x. Ta drugi odvod ima zelo podobno obliko kot prvi odvod. In razmislimo na isti način. Torej, ker 1x je zmeri pozitiven, drugi odvod velja nič, samo ko x plus 2 enak nič, torej ko x je enak -2. In predznak drugega odvoda sovpada s predznakom od x plus 2, ker 1x je zmeri pozitiven in je zmeri naraščajoča premica, to imamo prej minus, potem plus, velja nič v -2 in torej tukaj imamo konkavnost tako, tukaj tako, samo za se spomniti, kako se spomnimo, tako kot je isto, kot se zgodi pri paraboli, ko koeficient od x na drugo je negativen, imamo parabolo obrnjeno navzdol, ko koeficient od x na drugo je pozitiven, imamo parabolo obrnjeno navzgor. Torej, ker tukaj imamo tako in tukaj tako, konkavnost, tukaj imamo en prevoj. Zračunimo si tudi koordinato y od te točke, ki je prevoj, ne? Torej, zračunamo f v -2, -2 krat 1 -2. In torej, -2 ulomljeno je na drugo. Torej, ta naš prevoj ima koordinate -2 ulomljeno je na drugo. Sem zračunal približek od -2 ulomljeno je na drugo, ki je -0,3. Sedaj, zato narišemo graf. Kot prvo, gledajmo asimptote, bi rekel jaz, torej, y je enako nič, ampak ta je samo leva vodoravna asimptota. Torej, sem narisal od sem nazaj, bi lahko narisal tudi celo, recimo, da poudarim to, da je samo leva vodoravna asimptota, narišem tako, to v zelenem. Potem urežemo proč del ravnine, kjer ni funkcije, predznak naše funkcije, tukaj negativna, tukaj pozitivna, torej tukaj urežemo proč pozitiven del, tukaj urežemo proč negativen del. Tako naša funkcija bo, pomislite, nisem še narisal, recimo, bo tukaj in tukaj. Sedaj, f od nič je nič, funkcija gre skozi nič. In ko gremo v plus neskončnost, funkcija gre v plus neskončnost, torej tukaj gre enostavno gor. Prav, tukaj od ničle gremo dol na, se narisal lokalni minimum. Tukaj je lokalni minimum, torej tukaj imamo izhodišče, od tja moramo, edina možnost, da potegnemo dol do lokalnega minimuma in da potem gremo bolj gor, prav, ker je lokalni minimum. In sedaj, tukaj je prevoj, tukaj ta točka je prevoj in torej moramo paziti, ko narišemo, da se vidi nekoliko, da se spremeni konkavnost tukaj, ne, ker imamo prej tako in potem tako. Torej tukaj, ko narišemo, bi se mogli, se mi zdi, da se vidi, da tukaj spremeni konkavnost. In tukaj se enostavno približuje vodoravni asimptoti, nima druge možnosti, ne. Tako da to je graf, smo napravili tudi funkcije. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.